Hvala Gospodi, ko smo lahko ponovno v domu Božjem. To pesem, štero smo zdaj popevali, je bolj tako trda, ne, bi pravili. Ampak, znate, zakaj smo popevali? Zakaj? Dnes je en dan reformacije. In to je pesem, štero je napisal Martin Luther, eden od glavnih reformatorov tistega časa. In jaz bi v tom jutri tudi rad malo, skoro pogledamo njegovo življenje, što je v bistvu bil tej človek. Dosta od tega znamo, dosta smo se včili mogoče v šoli, dosta smo kaj prešteli v knjigaj. In jaz sem tudi na kratko probal najti njegov tak še kratki življenjepis. In bil je resen človek, šter je stal na svojih načelih, temeljih, ne se dal zavesti. Bil je človek, šter je raziskoval do Biblije in odkril mnoge stvari. Tu je samo naša doktrina, naš nauk Binkošne cerkve temelji na nauki protestantizma. To leko znamo in zato jaz to tudi pravi, dan reformacije je leko tudi naš praznik. In začeti bi prešteli dve vrstici iz Rimljanom, dečki oproste, ko sem v nej pravo prlej, Rimljanom 1, 16, 17. To so v bistvu vrstice, s katerimi se je Martin Luther tudi ukvarjal in s katerimi se jim je ne dala mera, dokaj če jih ne pravilno razumel. In tako pravi, ne sramujem se evangelija, saj je Božja moč v rešitev vsakomur, ki veruje. Najprej Judu in potem Grku, potem Slovencom, Prekmurcom, celo Makedoncom. V njem se namreč razodeva Božja pravičnost iz vere v vero, kakor je zapisane. Pravični bo živel iz vere. Gospod, dragi, hvala ti je, da si se nam ti razodev. Hvala ti je, da te poznamo kot živega Boga, kot našega odrešenika. In Gospod, dragi, da te prosim, da nam daš razumeti. Gospod, dragi, daj resnično, daj do mera, tako kot si Luther ne do mera, da je brsko in razmišljal o tvoje besede. Gospod, dragi, da mu odkrivali resnice, da mu razumeli čase, v katerih živimo, da mu doumeli, tako smo tudi v samem uvodu odcu začeli, Gospod, dragi, kakšne so čase. In ne idemo naprej v strahe, ampak idemo v enom vipanje, v veselje naprej in se ne sramujemo evangelija, kajti v njem je naša moč. Amen. Letos je že 504 let od tega dogodka, od časa reformacije, in mi kot Slovenci mislim, da smo zelo, ne bom prav redki narod, kar nekateri imajo dan reformacije kot državni praznik. Meni je le žal, da državni praznik imamo zaradi tega, ker smo dobili prvo knjigo. Ampak ne zaradi tega, ko se je takrat zgodilo, zakaj smo dobili prvo knjigo. Znate, zakaj smo dobili prvo knjigo? Ker je bilo reformatorom pomembno, da čujejo Božjo besedo v svojem domačem jeziku. To je bil vzrok, zakaj so se prve knjige natisnile. In to je zelo veliko bogatstvo, što mi gnezde imamo. Si predstavljajte, da bi živeli v tistem času, prišli v kmeše ali v cerkev in bi župnika, duhovnika, kakokoli poslušali v jeziki, šterega ne razumete. To je v tistem času bilo tako. Latinski so gučali, gej so ne znali. Ampak šli so, ker so jim pravili, ko v cerkev morajo iti in plačati za to. In zato je tako pomembno, da imamo mi gnezden Božjo besedo v svojem jeziku, v matičnem jeziku. In sveto pismo nam je dal Bog in zato je to naš najboljši priročnik za naše življenje. Najboljše je to, zato ker tu najdemo odgovor od samega začetka stvari, kako je Gospod svet nastvaril, o smisli, zakaj je to tako. Tu najdemo odgovore o svoji identiteti, o smislu življenja, najdemo rešitve, da smo v težave noter. In tu je v bistvu tudi, kako smo šteli, začetke iz Božje besede, točno napisano ali opisano tudi bodočnost.
kot da se dogajalo. In dejstvo je, da moramo to verovati, brskati in raziskovati. In v tej živi besedi lahko štejemo o moči Boga, stvarnika, lahko štejemo o odrešeniki Jezusi, o greh, o njegovih posledicah, če te ne rešimo. Lahko štejemo o veliko milosti, odrešenje in ko je najbolj pomembna novica za tebe in za mene, je to, da te Bog ljubi in ti je pripravil mesto v nebi, kjer te tudi čas čaka. In ta novica je pomembna za nas, tudi gnezden. In reformacija je zato tako potrebna tudi za vse nas. Da ne samo, da nekaj imamo, da nekaj štejemo, da nekaj čujemo, ampak da to reformira, spreminja naša življenja. Jaz bi nas, kako sem prav rota, pogledal Martina Luthera, ki je pred 504 letami za svojimi 90 tezami, štere je 31. oktobra leta 517, prebil na vrata Wittenberške cerkve, sprožil reformacijo v svetovnih razmerah. Po njem se je v bistvu spremenil celi krščanski svet. Čeprav je bil to v bistvu ne njegov namen, ne tega ne iščel. Ampak on si je iščel enostavno eno zdravo teološko razpravo o stvareh, štere so jim ne bile jasne, zanetil pa je revolucijo. In što je bil v bistvu tej Martin Luther? Znamo, ko je bil eden najbolj vplivnih verskih vodij protestantskega sveta in kot menih iz Nemčije je grato zato to pomemben, ker je šel kot profesor teologije raziskovati Božjo besedo. On je se ne strinjal z določenimi praksami v takratni rimokatoliško cerkve in od svojih kolegov je čakal odziv. Dajmo pogučimo se o tem. Zakaj je to tako? Ko pravi Božja beseda? Ampak to se je ne izgodilo. Zato se je poslužil v tistem času takratnega Facebooka ali Twitterja in je na vrata tweetov teh 95 tez, ki so jih potem lahko vsi videli in prešteli. Istočasno je pa to na centen tudi bil Božje vodstvo, kajti isti čas se je razvil tisk. Da se je to lahko tudi oznanilo, tudi širilo preko tiskane besede po krajih tistega časa, lahko bi pravili po celem svetu. In to je Martin Luther prebil te svoje teze oziroma razmišljanje na cerkvena vrata, je prižgal eno malo iskro, ki je splamtela potem v veliki ogenj po celo Evropi, po celem svetu. In tako je to Lutherovo drzno dejanje sprožilo protestantsko reformacijo. Luther se niti ne sanjalo, ko je s tem se zgodilo. In pri razlagah svojih tez, lahko se preštejte, to vse najdete na internetu, se je najpogosteje skliceval na 62. ki tako pravi: pravi zaklad cerkve je najsvetejši evangelij Božje slave in milosti. Gučuje, to izjavo moramo razglašati iz vsake prižnice. Prava resnica je, da zaklad cerkve ne je sestavljen iz zgradb ali oblačil ali katedral ali kakršnih koli drugih znakov zemeljske moči. Pravi zaklad cerkve je evangelij Gospoda Jezusa Kristusa. Vse drugo je drugotnega pomena, je on pravo. Trdil je in včil je, ka mora biti evangelij središče cerkve. In vse drugo, ko zakriva evangelij, je napačno in treba spremeniti oziroma odstraniti. Luther je bil zelo predani vernik. In njemu je zelo tako jasno bilo, da šče služite Bogu. Zato se je Luther pri 21 leti vključil v samostan, odločil se je, kada menih, in meniško življenje ne bilo enostavno. Zahtevalo je zelo veliko disciplino. Njegov življenjski ali urnik je bil tako sestavljen. Vstajali so med prvo in drugo uro po noči. Zjutraj ali v noči so imeli molitve, pesmi, sledijo čas meditacije, sledijo drugi krog molitve, morda še petje,
Kasneje so zajtrkovali, na tom so sledile jutranje molitve. Potem je delal do kosila. Po kosilu je prišel drugi čas molitve in petja in zatem je sledil kratek počitek ali spanec. Na to so prišle molitve in petje ter meditacije in sakramenti. In po večernem obroku so spet imeli molitev, kasneje zvečer pa so končno odšli v posteljo. Si predstavljate vsak dan tok. To tok živiš, imaš dosta časa za razmišljati. Dosta časa za molitev, za tvoj odnos z Bogom. In jaz verjamem, da je Luther, če se je odločil v to, da je v to šel, to za vso resnostjo vzel. Da on šče Gospoda, Boga najti. Vse skozi je sledilo temu strogemu življenju in tako kot milijoni ljudi gnezdenje isko enostavno mir z Bogom. Isko ga je na način, kako bi njim lahko Bog odpustil grehe, ščejo biti upravičeni in živeti v meri z Bogom, vesolja, stvarnikom. Pridružil se je v to samostan, da bi rešil svojo dušo na prvo mesto. Sledil je ritualom in spoštoval je naporen urnik. Veruje, da je za spoštovanjem cerkvenih pravil s časoma dobil vstop v nebesa. Tudi v njegovih mirnih trenutkih, takšnih, ko bi mi vsi jih mogli imeti, da je imel čas za razmišljanje, je razmišljal o stvareh, štere je prek dneva čul, ko se je navčil in je vedel, spoznal je, da je nekaj narobe. Močno se je trudil razumeti Boga, vendar je nenehno vse skozi novo naletel na neka tiha vprašanja, ki so ga mučile in na štere je najnojše odgovore. Selika je Martin Luther popolnoma se je potopil v svojo religijo in Seglika je postal menihov, postal je tom vodja, je začel vse, ko je cerkev, je delal vse, ko je cerkev predpisovala, je v svoji duši ne imel mera. In do je bil še v samostanu, je odišel še redno k spovedi. Saj ga je cerkev včila, kdor hoče, ka se njimi odpustijo grehov, jih treba izpovedati drugome. Poslušajte to. S polno resnostjo srca je in s čistimi namenom je Luther vsak dan obhajal v spovedalnico. Vsak dan, ker je priznaval svoje grehe, ki se jih je spominjal, včasih je tam preživel 6 ur in priznaval svoje grehe. Jaz sem se da sem te stvari štel, sem se premišljal, pa ko je rekel Luther, toliko tom samostane pregrešil, ko je mogel 6 ur vadljivati ali priznavati svoje grehe. Bo tu vidimo, njegovo hrepenenje, njegovo željo, ki je ščen imeti čisto srce, ki je ščen nagoditi Bogi, ki je ščen priti Bogi bliže, ki je ščen priti v nebo. In tistega časa so bile to pravila, da mora to delati. In za vso resnostjo je Luther to delal. Čeprav je Martin nenehoma priznaval in si prizadeval, da svoje grehe bodo njim odpuščene, je najnojše odpuščanja, šterega je iskal. Iskanja v mero z Bogom ga je leta 1510 pripeljalo v Rim, dom papeža in središče rimokatoliške religije. Martin Luther je potoval za mislijo, da dokončno pride v Rim, v središče svoje vere, da je to najšlo tisto, ko v svojem življenju išče, po čem hrepeni. In da je prišel v Rim, je grad zelo žalosten, razočaran, postal celo betažen, je zbolel. Najprej je bil presenečen in šokiran, ko je to videl. Od preproste nemške, kmečke religije to ne najšlo ničesar, temveč je srečo za hudo razcvetelo, razvajeno religijo Rima, ki je bila zdaj prevelik kulturni šok za njega. Našel je duhovnike, ki so bili zaradi velikega števila evharistij na dan, upravljali so dostakrat to sveto večerjo in se vedno morali piti vino tako pijane, da so ne mogli končati svojih meš. Našel je druge duhovnike, ki so darovali od 70 do 100 meš na dan.
in tekali od enega opravila do drugega, da bi ustregli množicam, ki so romale v Rim. Tam je srečal duhovnike, ki so se prekršili za obljube celibata, da ne domeli žensk, da ostajajo sami. Slišal je celo, da so se nekateri duhovniki hvalili, da so pravični, ker so živeli samo z ženskami in ne kot mnogi z ženskami in moškimi. Čaščenje relikvij posmrtnih ostankov svetnikov ga je zelo prizadelo. Luter je v cerkvi, v baziliki svetega Janeza Laterinskega videl vrsto starodavnih stopnic, ki so jih iz Jeruzalema pripeljali v Rim. Jezus je menda hodil po teh trdih stopnicah pred Pilatovo dvorano, v tej so to vzeli in odpeljali v Rim. Cerkev je včila, da bi če se postaviš na roke in na kolena, torej če plaziš po 28 kamnitih stopnicah in če na vsaki kamniti stopnici zmoliš, Oče naš, boš lahko dosta ljudi spravil iz vic v nebo. Srečal se je za 100,000 romarje, ki so prišli v Rim, da bi se povzpeli po teh stopnicah. In Martin Luther, zdaj globoko zaskrbljen za svojo dušo, je mislil, da tudi sam mora to napraviti. Po rokah in kolenih se je plazil po tistih stopnicah, poljubljal svete podobe in na poti molil Oče naš. In ko je prišel na vrh, se je ozrl nazaj na stopnice in zaradi še večje praznine v duši ga je še bolj začelo mučiti vprašanje, kaj, če se odrešenje ne dobi na te način. Ne je mogel razumeti, koma hoja po teh stopnicah skupnega za odpuščanje grehov. Velika prelomnica v njem se je zgodila, da je po prihodu v Rim še bolj začel proučevati Božjo besedo. In po nekaj letih je odkril resnico, ki je do takrat ne poznal. Veliko odkritje je spremenilo njega in na to Evropo in na to še celi svet. Da je Martin Luther proučeval Biblijo, je prišel do besed iz Rimljanom 1:16, ko smo prej šteli, ki so ga popolnoma prevzele in spremenile. Še enako preštejmo to. Ne sramujem se evangelija, saj je Božja moč v rešitev vsakomur, ki veruje, najprej Judu in potem Grku. V njem je namreč zavzeta Božja pravičnost iz vere v vero, kakor je zapisano, pravični bo živel iz vere. To je znova in znova štel te biblijske vrstice, se molil in prosil nam Gospod, razodene se to razodelo njeme in prisluhnimo, ko je zapisal. Zato sem si želel razumeti Pavlovo pismo Rimljanom. In nič me ni oviralo, razen tisti izraz Božja pravičnost. Ker sem do tedaj razumel Božjo pravičnost v tem, da je Bog pravičen in da pravično kaznuje nepravične. Moja situacija je bila taka, da sem čeprav brezhiben menik, čujte, kako se je imenoval, ges kot brezhiben imenik, vse je napravil, ko more. Sem stal pred Bogom kot grešnik, ki ga skrbi ves, ker nisem bil prepričan, da ga bodo pomirila moje dejanja in zasluge. Zato nisem ljubil pravičnega in jeznega Boga, ampak sem ga sovražil in vanj dvomil. Kljub temu sem se držal dragega Pavla in si močno želel vedeti, kaj misli. Noč in dan sem premišljeval, dokler nisem videl povezave med Božjo pravičnostjo in izjavo, da bo pravični živel po svoji veri. Potem sem dojel, da je Božja pravičnost tista pravičnost, s katero nas Bog z milostjo in iskrenim usmiljenjem opravičuje po veri. Po tem razodetju sem se počutil kot prerojen, ker sem razumel, da po veri že zdaj grem skozi odprta vrata v nebesa. Celotno pismo je dobilo nov pomen, medtem ko me je prej Božja pravičnost nadajala za sovraštvom, je zdaj postala neizrekljivo sladka. Ta Pavlova izjava mi je odprla vrata v nebesa. Martin Luther je zarazumel, da je njegova pravičnost v Jezusu Kristusu po veri. Ne kako je do zdaj mislil po njegovih delih, prizadevanjih, sakramentih, spovedih, pravilih cerkve, po duhovništve in kakoli bi lahko naštevali.
Po mnogih letih iskanja je končno spoznal, ko obstajata dve vrsti pravičnosti. Najprej se ide za eno človeško pravičnost, štero si mi predstavljamo, kaj je pravičnost. In ta pravičnost je vsota vseh dobrih del. In to je bilo pri njem tudi tako, vseh dobrih verskih obredov. Spoznal je, ko po lastnih delih, molitvah, romanjih v Rim poskušal se je v bistvu pospeti na eno lesvice v nebesa, to da v tistem trenutku razvedete, da je to rozmo, ko je opravičenje, je videl, da je prišel na vrh lesvice, ko po svojih delih dole več ne mre, ampak je še vse 1 kilometer oddaljeno od Boga. Rozum je tudi, da son ne mre dole. In rozum je tudi, da obstaja druga pravičnost, štera se dobi samo po veri v Gospoda Jezusa Kristusa. Štera je Jezus dosegel za nas na križu Golgote. Sprejme pa jo le kot vsake, po veri, kot brezplačno darilo Boga, ki je za vse to načrtoval in je vsem to omogočil. Vsem, ki sprejmejo po veri, je Bog omogočil prosti vstop v nebe. Po nobeni naši zaslugi. Rozum je, da je odrešenje, da se po odrešenje mora priti praznih rok, s polnim srcem vere. Se moramo obrniti k Bogu, k Jezusu Kristu in to odrešenje pridobiti kot eden dar, kot milostni dar. Ne po zaslugi. In ta novica ga je pretresla. In hkrati zažgala ta danji svet. To besedo se je ta danji svet gor vužgal. Martin Luther je tistega dne stal po tej lestvice pravil na eno pot, ali kako bi pravili celo avtocesto vere, milosti in sprejetja Božje besede kot edine avtoritete za odrešenje in življenje. In ta doktrina, ta resnica je postala bojni krik protestantske reformacije. Ste čuli za sola fide? To je ena izjava, še več glede izjav, štiri so pravili, samo milost. Ali samo vera. Po delih, ne po delih zakona ali pravil, ampak samo vera, ne po pokorščini cerkvi ali pravilo, ampak samo vera, ne s človeško pravičnostjo, samo vera, ne s krstom ali zaradi krsta, samo vera, ne zaradi dobrih del ali po sakramentih, samo vera, ne za dobrodelnimi dejanji, samo vera in nič drugega. Pravičnost je tisto, ko nucamo, vendar je ne imamo, ker je Bog znal, da sami od sebe to ne bomo mogli dosegniti. Zato je Gospod poskrbel, da lahko mi dobimo pravičnost po Jezusu Kristusu. Zato je poslal svojega sina Jezusa Kristusa na te svet, da bi on plačal za našo opravičenje ali za našo pravičnost. In tako, dragi moji, tudi mi lahko doživljamo to reformacijo, lahko sprejemamo to Božjo pravičnost, to popolno svobodo, štero lahko dobimo samo v Jezusu Kristusu. Ko pa mi gnes? Je to samo en praznik, en spomin. Kje smo mi gnes? Ko mi zavipamo mi gnes? Ali zavipamo gnes, da mi, našoj binkošnoj cerkve, krste, za šterega smo se odločili pred letami, da smo ga napravili in si mislimo, da je to vse. Dragi, ali smo prepričani, da smo odrešeni? Luther je kljub vsem svojim naporom in mislim, da nišče izmed nas je ne vložil v svoje odrešenje toliko napora, kot ga je Martin Luther v tistem času, ko je bil menih. Čuli smo, ko vse je delo. Ampak on je kljub vsem tem pod vprašanje postavil svoje odrešenje. In mislim, da to bi tudi mi mogli. Dragi, eno vprašanje, na štero si mora vsaki izmed nas dati čisto iskreni odgovor. Si prepričan, da če boš ti gnes, če boš zdaj, v tom trenutku, stopil
pred svojega stvarnika, da ti Gospod odprl vrata v nebo, da si odrešen. Zdaj v tom trenutku. Dragi, to je eno zelo resno vprašanje za vsakega izmed nas. In vsak izmed nas mora biti iskrene sam do sebe. In če nemaš toga prepričanja, toga odrešenja, potem išči, potem brskaj, potem prosi in vzame. Jezus je pripravil vse. On je za nas pripravil odrešenje in mi ga lahko vzememo. To je kot dar. In da dobimo to gotovost odrešenja, upam, ki ga imamo, potem moramo resno razmišljati o reformaciji našega srca, naših življenj, naše cerkve. Ko mislim s tem, Bog nam je ne obečal samo odrešenja, šterega nam daje, šterega za nas pripravil, ampak On nam je dal še več obečanj, dosta več, ko nam še dati. Njegova obljuba ali njegova obečanja so vezane tudi na eno nalogo, na oznanjevanje evangelija. On nam je obljubil, ka nas ne da pusto samih, v uvodi je Suzi štela te vrstice, ampak da nam dal tu lažnika, da nam dal svetega duha. Ka nam ga je dal? Ja, dal ga je, brezplačno. Nič ne moreš priti, to me pridodati. Vzeti ga moraš. Zdaj, pred kratkim smo bili, meni je žal, da nas je ne bilo več, z mladimi najstniki v Vodarcem na Vadi. Znate, imeli smo večer slavljenja. Namensko smo se molili za delovanje Svetega Duha, za krsto Svetem Duhu in res sem bil en fenomenalen čas. Mlade najstniki so bili krščeni v Svetem Duhu. Delovali so proroštva, bili so ljudje uzdravljeni in dragi moji, jaz si želim za vse to, da bi se to tudi pri nas med nami dogajalo. To je vsakodnevje cerkve. To je Bog dal pripravo za cerkev kot dar. Jaz včasih mislim, kako se mora Bog počutiti. Kako bi se vi počutili, da bi prišli nekako na rojstni den, pa prenesete darilo, povti podklone. To se nojno vzgodilo, so zdaj nekaj povej. Ne vem, što je prinesel nekam našimi malami, če nohe, ali mislim, ka noha še bil te male. Darilo. To ga ne umel, to ga že mom. Malo nerodna situacija. On je prav iskreno, ampak no je bilo to nerodno. Ampak Gospod nam daje dar. Mi ga moramo vzeti. In to zelo konkretno mislim. Mi se moramo odločiti, če ščemo to imeti. V Božji besedi štejmo v večjih takšnih primerih. V Efežanom 6, od 11 naprej, štejmo o Božji bojno opreme. Nemo celi tekst štele. To piše, nadenite si, v 11. vrstici, nadenite si celotno Božjo opremo. Razumete te stavek? Nadenite si, ti si mora vzeti. Ti si moraš ga oblečiti. To je odločitev, če bo šel. Gospod nam to daje. V 14. vrstici naprej štejmo tok. Stojte torej prepasani okoli ledi z resnico. Dragi, mi se moramo odločiti, kakšne besede mogočale. Besede resnice, ali pa včasih si mislimo tisto, znate, takša na pol laž, ali pa laž v sili, to nikaj ne takšno. Ste začuli to? Malo resnico priredimo, kaj je bolj zanimivo. Mi se moramo odločiti. Obleči se moramo oklep pravičnosti. Obiti se moramo. Male dojenčke, deco, včasih je še tem našim menšim, treba je kice zvedati, ampak mislim, da vsi znamo se črevlje obiti. To moraš napraviti ti, pripravljeno za oznanjevanje. Če ščeš oznanjevati, to se moraš ti odločiti. Ti se moraš te črevlje gor obiti. Vzeti ščit vere.
Vero šterno Gospod dave, z tega vse lahko ščitimo. To moramo se tega zavedati, da to imamo v rokaj. Moramo se tega držati. In meč duha, štero je Božja beseda. Leko bi nadaljevali, ampak to je tema za drugo predigo. Ko še s tem povedate? Vera, opravičenje je dar. Martin Luther je to skušal, razmo. Tudi mi to znamo, da leko sprejemo, vi pa ga smo vsi vzeli. Tudi ostale stvari, dar svetega duha ali darovi svetega duha. To so darovi, ki jih je Bog dal in namenil cerkve, ki jih mi kot verniki se moramo odločiti, če s čemu vzeti ali ne. Tudi te stvari, orožje, ti se moraš odločiti, kako boš šel živeti. To je ne naloga pastorja ali vodstva cerkve, mi moramo cerkev usmerjene v tem, moramo to gučati, ko Božje besede tiče, ampak vseeno učin, vseeno čujemo, vseeno štejte besede, če te besede ne postanejo žive v nas. Da pravim, eno vijo noter, na drugo v nej. Božja beseda mora biti v naših življenjih delotvorna. Ona mora biti v nas opraviti to, za ko je bila poslana. Dragi, tu bi končal. Rad bi, da razmišljamo o tem. Ko s čemu mi? Reformatorji tistega časa so se zavedali, ko da to mi sledilo. Pesem, štero smo popevali od Lutra, tej trdi grad, tu že uči o tem, da do jih preganjali, zasledovali. Poglejte si, če te gneš večer čas imeli film od Lutra. Zelo do te novejše kosije so zelo, zelo dobro napravljene. Ko so ljudje skozi dali, zakaj? Ker so spoznali resnico, ne samo za njih toliko, ker so ščeli, da to resnico spoznajo tudi druge. To je naloga cerkve. Mi se vam moramo odločiti, ko s čemu napraviti. Amen. Gospod Jezus, kaj sem ti hvaležen za tvojo milost. Gospod, dragi, hvala ti za tvoje odrešenje, ki je brezplačno za nas, ter si ti za nas prepravo in ga mi moramo z hvaležnostjo fles sprejeti. Gospod, dragi, za v tom jutri, te prosim, Gospod, za vse moje drage sestre, brate, za vse prijatelje. Gospod, dragi, da nam daš resnično to gotovost odrešenja. Da znamo, Gospod, dragi, ja, Jezus, kako se ima zgoditi, ga znam, da je moja večnost pred tebe. Gospod, dragi, daj nam to gotovost. Gospod, dragi, da to gotovost imamo, daj nam resnično napravimo vse, ko je v naši moči. Gospod, dragi, da vzemo to, ko ti ponujaš tvojo cerkvi, ga ponujaš nam kot posameznikom. Gospod, dragi, da se opremimo za tvojimi darovi, darili, ki jih ti daješ nam. Da bi lahko služili tebe, da bi lahko služili okolici, kjer živimo. Da bi lahko blagoslavili eden druga, da bi lahko ljubili eden druga, Gospod, dragi, da bi lahko v ljubezni oznanjali tvoj evangelij. Gospod, dragi, bodi ti proslavljeni. In daj resnično, naj razmišljamo o tvoji besedi, naj jo raziskujemo. In Gospod, dragi, ti si tisti, ki boš jo v naših življenjih oživel, da je postala živa in delotvorna. Amen.